around you. Ain't no words to describe you, baby. All I know is that you take me high. Can you tell that you drive me crazy? Cause I can't get you on my mind. Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You want my homie, lover, and friend. I know it's just something about you. When you're feeling like I can't do without you. Anytime someone mentions your name, I can feel it as if I'm around you. Ain't no words to describe you, baby. All I know is that you take me high. Can you tell that you drive me crazy? Cause I can't get you on my mind. Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You want my homie, lover, and friend. Exactly why you light me up inside. Like that, what don't you like? Whenever you're around, I always seem to smile. When people ask me how, well, you're the reason why I'm dancing in the mirror, singing in the shower. Spoštovani zbrani, lep pozdrav, kot rečeno imenu občine Ravne na Koroškem, spoštovani gospod Mancevič, predstavnik slovenske industrije Jekla, izvršni direktor za poslovno oziroma strateško komuniciranje. Med nami bi posebej pozdravil bivšo županjo občine Ravne na Koroškem, gospod Ivano Klančnik, in pa vse ostale prisotne, ki ste danes prisotni na otvoritvi tega športnega poligona. Ta športni poligon, ki se nahaja danes otvarja v športnem parku, ni velik v smislu svojega obsega, vendar je velik v smislu pomena oziroma dejanja. Nastal je pravzaprav na pobudo gospoda Manceviča oziroma slovenske industrije Jekla. Pogosto je ravno obratna pot, da mi našo mati fabriko Metal Ravne, ki spada seveda pod slovensko industrijo Jekla, kaj prosimo, naprošamo. Tokrat pa je bilo drugače, kajti pobuda je prišla z njihove strani. In zame osebno je to seveda še veliko večja vrednost, kajti dali so prostovoljno. Poleg tega je dodana vrednost tega športnega poligona, da je izdelek iz njihovih obratov, da so ga izdelali v okviru slovenske industrije Jekla, da bo trden, seveda kot je tudi Jeklo, ki prihaja tako iz družb na Jesenicah kot družb na Ravnah, ter da bo seveda smiselno dopolnil ta športno-rekreacijsko-turistični park na Ravnah, ki ga torej krasi ta nov športni poligon. Poleg tega, da smo pred 14 dnevi dobili nov fitness na Ravnah zaprti in pa da na drugi strani stadiona gradimo ravno kar tudi nove fitness naprave za starejše občane oziroma za odrasle. Ko gremo tu mimo, seveda vidimo, da je ta športni poligon zelo frekventno v uporabi, zato želim, da bi ga od danes naprej še bolj uporabljali, tako šolari kot mimoidoči, kot vedno več športnikov, ki na Ravnah tekajo v parku in če pritečejo sem, seveda lahko tudi kaj postorijo za moč, za zdržljivost, ki je potrebna seveda vsakemu od nas, če želimo biti malo bolj zdravi oziroma seveda, če smo športniki. Torej, iskrena hvala še enkrat slovenski industriji Jekla, gospodu Manceviču, katerega mislim, da prav osebna pobuda je bila, da nekaj stori v smislu izboljšanja športnega parka, tudi kot del strategije za razvoj mladine na Ravnah. Resnična hvala torej za vaš ta prispevek. Vsem pa, ki boste uporabljali ta športni poligon, pa seveda želim varno in kar se da pogosto uporabo, da bo služil torej svojemu namenu. Hvala. Hvala gospodu županu. No,
Doktorja Denisa Manceviča je pravzaprav gospod župan že kar predstavil, torej predstavnik slovenske industrije jekla, direktor za korporativno komuniciranje. Prosim. Hvala lepa. Spoštovani gospod župan, spoštovani zbrani, spoštovani otroci. Zdaj, ponavadi so taki govori zelo politični ali pa visoki, ampak ker je med nami ogromno mladine, mi dovolite, da bom bolj domačijski danes. Namen te donacije in nasplošno našega delovanja, tako v občini Kisenice kot ravno na Koroškem, ker imamo naše proizvodnje, je to, da se skupaj z nami razvijajo tudi okolje. Da se razvijajo občine, kajti v teh okoljih, ne samo v neposrednih občinah, ampak tudi sosednjih, živijo naši delavci, njihovi družinski člani, ki tukaj, njihove generacije pravzaprav, ki so generacije jeklarjev in so tudi generacije, ki so zelo vpete v to okolje. In mi se zelo jasno, močno zavedamo, da razvoja ni brez uspešnega skupnega razvoja celotnega okolja. Zato je to pravzaprav naša obveza, bi rekel, da na tak način, da preko Forme Viva, lanskega leta smo praznovali 50 let, da preko podpore praznovanju 1. maja, delavskega praznika, ki ga podpiramo ob tudi organizaciji naših sindikatov, da pomagamo razvijati celotno okolje naprej. Bi pa seveda mi laska besede gospoda župana, da je to bilo na mojo pobudo, dejansko moram nekoliko popraviti. Bilo je na pobudo mladih Ravenčanov. Zakaj? Zaradi tega, ker dokument, ki je nastal in ki je tudi meni prišel na mizo, in sem ga pridno downloadal, skopiral, pravi, da mladi potrebujejo tudi tukaj alternativno športno infrastrukturo. 1+1 je dala hitro 3 in zakaj ne bi mladi, pa tudi mladi po duši, imeli ne samo jeklen poligon, ampak tudi jeklene mišice. Tako da naj bodo vaše mišice jeklene in naj se okolje skupaj z nami uspešno razvija še naprej. Hvala lepa. Hvala torej tudi jeklenemu gospodu Manceviču. Zdaj pa vabim, da še enkrat pogledamo točko. Mislim, da gre za 2 plesa športne plesne skupine osnovne šole Prežihova Voranca. Izvolite. Is it true that you want it? Then act like you need it. With everyone watching, it's true, but can you feel it? I tell you. Pravzaprav do konca, no ne čisto do kraja še, ker nas čaka še svečana otvoritev, torej res traka, tudi to smo zaupali našima govorcima današnjima, županu občine Ravno Koroškem in predstavniku SIA. Tako, športni poligon je tudi uradno, formalno odprt. Naši občani so ga že veselo uporabljali. Seveda je zdaj uradno predan občankam in občanom, športnicam in športnikom iz občine Ravne na Koroškem, tudi od drugod, če kdo pride. In želimo, da bi ga z veseljem uporabljali, predvsem pa seveda varno uporabo vsem.
Verjetno, ja. Nisi več mlad, ja.